V borznem svetu je medvedji trend nekaj slabega, delnice padajo pa to. V avtomobilskem pa ni, ker Kodiaq lomasti dalje. Je bil zelo velika uspešnica, več kot 600 000 so jih naredili v 4 letih do marca letos. In bil je prvi Škodin SUV nove generacije, za katerim so potem pripeljali še Karoq, Kamiq, dobro, Enyaq jih ne pa še sem. Sicer pa Čehi pravijo, da se je njihova terenska ali SUV zgodba začela že leta 1966, ko so na Novi Zelandiji izdelali model Treka na osnovi takratne Octavie. No, mi vseeno bolj poznamo uspešni Yeti iz leta 2009. Škoda, da ga ni več, a ne škoda. Kodiaq je pa tale rjavi medo, ki živi na otočju ob Aljaski, da bo jasno, zakaj sem začel z medvedi. In tole je Kodiaq z Češke, ki so mu malo spremenili masko in okvir, pa spodaj odbijač. Predvsem so mu pa dodali nove LED luči, ki so lahko zdaj tudi matrične. Nova so še pletišča. Kaj bo zadnji? Spoiler je malo spremenjen, dodali so tele plavutke, da lepše reže zrak, luči so zdaj polne LED, pa tudi tukaj je spodaj spremenjen odbijač, tole letvica. Dobar, ne mi zdaj spet mailo pošilja, da je avto umazan, ker je dež padel. Pa še bo. RS je še bolj atraktiven. Itak, večina dodatkov je v črni barvi in sploh 20-palčna pletišča izgledajo atraktivno. Pa tukaj zadnji piše na veliko Škoda v črni barvi in 2 veliki izpušni cevi ima. Ok, gremo noter. Merilniki so lahko po novem 10,25-palčni digitalni, osrednji zaslon meri do 9,2 palca. Nekaj novih okrasnih dodatkov, pa nov je tale volan kot v Octavii, ki ima 2 kraka. Največji novost boste pa občutili, če se boste še malo stegnili ob nakupu. Prvi so na voljo ergonomski usnjeni sedeži s prezračevanjem in masažo. Najbolj smešno mi je, ko poudarjajo, da so na voljo tudi eko sedeži, ki imajo visoka kakovostne veganske reciklirane prevleke. Mislim, vse jih ne bomo jedli, ne? Ampak ja, se strinjam, prav je, da se materiali ponovno uporabljajo. RS ima športen 3-kraki volan, ušeska za prestavljanje, športne sedeže itak, pa tele rdeče šive posod. So pa Čehi mislili na čisto vse, ker nisem danes že ob 2:30 zjutraj vstal, da sem šel v Italijo na avion do Ženeve in se potem z avtom pripeljal sem v francoske Alpe. Dali so nam alkotester, tak, da se kar sam testiraš, ker, ne vem, verjetno sem pozabil, kdaj sem nazadnje pil. Če dobro pomislim, je vsaj kakšen teden, vidite zadnji peček, tako da 0,0 bi bila verjetno. Pa ne bom zdaj le probaval, grem raj peljati še malo. No, to je bistvo prenove, da vam bo bolj všeč, ker ostalih tehničnih novosti ni ravno veliko. Seveda, Kodiaq ostaja zelo prostoren, na 4,7 metra dolžine je avto težko bolj uporaben in ta po novem lahko vozi tudi 7 potnikov, ker so zadaj za doplačilo dodali še 2 sedeža. Simply Clever rešitve že poznamo in so zelo uporabne, tokrat lahko poudarim, da je lahko tudi tukaj en USB-C, če imate kamere za tiste, ki se vam radi mečejo na halvo, pa tele zaščite vrat za otroke so super, ker se sami odprejo, da ne bodo butali ostale avte na parkiriščih. Pri motorjih pa skoraj vse enak. Bencinska sta še vedno 1,5 in 2-litrski TSI, prvi stisne 110, drugi 140 kW, kar je 150 in 190 konjev. Dizelska pa oba 2-litrska TDI-ja, šibkejši 110, močnejši pa zdaj 147 kW, torej 150 ali 200 konjev. Sta pa to Volkswagenova motorja zadnje generacije Evo, tako da sta lepo varčna, kot smo preizkusili že v ostalih novejših modelih skupine. In če se sprašujete, po kateri cesti se vozim, tukaj poteka tudi trasa Tour de France. No, čist nov, vsaj za RS, je pa motor 2.0 TSI. Prej je bil dizelski, zdaj pa so se odločili za bencinski motor, kjer je za več kot 60 kg lažji, hkrati pa stisne na ceste še celih 5 konjev več. Zdaj jih ima 245, to je 180 kW. Pa DSG ima zdaj 7 prestav in je tudi 5,2 kg lažji. Drugač pa takole po občutku, avto vse ne deluje okorno. Sem kar presenečen, pa hkrati je še vedno udoben, tako da je kar zelo dobra kombinacija pa vsem skupaj.
se za pravega terenca. Spodobno so razpeljali tudi na off-road. Se hecam. To je ni ta pravi terenc, je pa dejstvo, da štirikolesnim pogonom lahko zleze marsikam. In to so nam hoteli pokazati. Tle smo pa lezeli na slabih 2000 metrov nadmorske, pokrajina je fantastična. Avto pa zmore veliko več, kot si marsikdo upa. To je dejstvo. Tako da, če boste izbrali štirikolesni pogon, morate najti tudi kakšno plažo, ki je ostali ne. Ko vklopiš program off-road, pa tudi sam zavira po klancu navzdol. To zelo prav pride, takrat, ko je zelo spolsko. Je pa ful zanimivo, da niso predstavili čisto nobenega elektrificiranega modela. Že Superb je recimo na voljo kot priključni hibrid in itak smo pričakovali, da bo tudi Kodiaq. Ne, da bi bil zaradi tega bistveno bolj prodajen, ampak tukaj so pa vseeno ostali malo zadej. Bodo očitno nadoknadili, ker so ravno napovedali, kako bodo do leta 2030 postali ena izmed 5 prodajno najuspešnejših znamk v Evropi in to naj bi dosegli tudi z električno mobilnostjo. Štirikolesni pogon je na voljo pri močnejših motorjih in pri vseh je serijski 7-stopenjski DSG, samo pri osnovnem bencinskem je še ročni 6-stopenjski. Kaj pa vožnja? Predvsem udoben. Ta avto pač ni za preganjati hitro čez ovinke, ampak se lepo počasi pelješ in uživaš. Ker nimam več kaj dosti povedati o motorjih, pa lahko dodam še te zanimivosti. Najbolj pogosto so kupci Kodiaqov po vsem svetu izbirali opremo Style, tretjino vseh. 57% je bilo dizelskih motorjev in kar 92% je izbralo menjalnik DSG. Torej skoraj vsi razen mojega kolega. In najbolj pogosta barva je bila črna, petina vseh, potem pa siva in bela. Torej dolg čas. No, izberite kakšno bolj zanimivo, da ne bomo spet rekli, da je tako dolgočasen in obenem tako dober, ker je še vedno. Za ta denar res eden boljši, če že mora biti SUV.